Gospa Poterbin, pozdravljeni, hvala lepa, da ste z nami. Najprej, kako ste kot mama za večino, za mnoge najbolj zaželenega in prepoznavnega košarkarja na svetu doživljali to globalno euforijo okrog Lukovega šokantnega prestopa oziroma menjave? Seveda z te starševske plati vam je bilo težko, ko ste vse skupaj zadnje dni spremljali. Najprej lep pozdrav vsem skupaj. Ja, iskreno mi je bilo zelo težko, v bistvu mi je še vedno zelo težko, ker se mi zdi, da za mamo, kadar vidiš otroka, da je žalosten in prizadet, je v bistvu nekaj najtežjega. Raje prenesemo na sebe, kot da vidimo naše otroke. Tako da je bilo res izredno težko in je še vedno. Ja, Luka je predvsem in v prvi vrsti vaš sin, vaš otrok. In kot ste zapisali tudi v zelo ganljivem pismu, da ste ponosni nanj in da ste vedno tu za njega. Sta se z Luko zagotovo po prihodu v LA slišala, kaj vam je povedal? Ja, tako je, bila sva na vezi že preden je odletel v LA. Sicer vseh podrobnosti res ne bi razlagala, ampak kot je bilo že, v bistvu kot je že Luka pokazal, kako se počuti, kako je prizadet in žalosten, je to tisto, o čemer sva tudi midva se pogovarjala in ja, je izredno težko. Kaj ste mu svetovali? V bistvu, da iskreno, če povem, sem povedala to, sem mu rekla to, da je to v bistvu tisti prvi šok, ki smo ga vsi doživeli in potem bo videl, da vsak dan bo lažje in tudi mislim, da je že vsak dan lažje. In res, na tiskovni konferenci LA Lakersov smo vsi skupaj lahko videli, kako žalosten, prizadet predvsem je bil zaradi izdaje posameznikov iz vrha Dallasa. A na prvem treningu je že pokazal, iz kakšnega tistega pravega testa je izjemen kot vedno in nikakor se ne predaja. Je bil že od majhnega takšen? Ja, vedno je bil Luka od majhnega takšen, v bistvu res je bil tak zmagovalec, vedno je želel zmagovati, užival je v košarki oziroma tudi v drugih športih je užival. Na tej konferenci je res bil tako, res je bil žalosten in iskreno sem jo zelo težko gledala do konca. Pa mogoče bolj se mi zdi tisto, kar me boli, je ta način, kako so naredili to menjavo. In mislim, da je to tisto, kar je Luka najbolj prizadelo. Ravno to, vse te osebne oznake, razlogi, kot so jim rekli, zakaj so se mu Mavericksi odpovedali, vas je torej tudi to zelo prizadelo? Tako je. To je tisto, kar me je res prizadelo in kot sem prej rekla, tudi to, na kakšen način so naredili to menjavo. In enostavno jaz mislim, da tako ali tako pravih razlogov ne povedo, ampak samo tako, da se pač nekaj sporoči medijem. In se potem na veliko piše. Pa če zdaj morda zavrtiva čas nazaj, kako se vi spominjate Lukovih začetkov na velikih parketih? Ves čas ste bili takrat v njem. Kako je v njem rasla ta želja po uspehih? Biti boljši, biti najboljši? Ja, tako je. Jaz sem res izredno rada spremljala sinove tekme, nikoli nisem izpustila nobene tekme, ker njega je bilo res tudi tako zelo lepo gledati, ker je bil tako, kot ste rekla, res pravi zmagovalec, želel si je zmagovati in zato mislim, da ga je tudi ta pot pripeljala tako daleč, kjer je danes. Kaj pa Lukova družina? Selitev je zdaj najbrž kar precejšen zalogaj, kaj ne? Ja, tako je. Mislim, da je ta selitev tako za Luko kot za Ano in malo Gabrijelco res težka, ker saj veste, ko si nekje, kjer tudi misliš, da boš ostal do konca kariere, in tudi za Ano in za Gabrielo, ker pač sta se navadili, 6 let je le, 6 let in pol, mislim, da je kar dolga doba, vsega se že navadiš, imaš prijatelje in potem v bistvu te čez noč zamenjajo, tako da je za mlado družinico kar težko, ampak iskreno sem vsem rekla, da se mi zdi, da je najpomembnejše, da so skupaj, pa ne glede na to, kje so. Kako pa je morda samo intermezzo, kako pa je s to hišo, v kateri so mediji ogromno pisali, da ne bi jo Luka tik pred zdajci ali že kupil oziroma bil v fazi nakupa, morda kaj veste? Ja, vem, ampak res ne bi želela teh informacij dajati. Kje pa povejte, gospa Poterbin, vidite Luko čez 5-10 let ali morda drugače, kaj si želite zanj v prihodnje? Iskreno, če povem na kratko, edino, kar bi si želela, je to, da je srečen. To je najbolj pomembno in da v bistvu, da bo igral košarko, dokler si bo želel to, dokler bo užival v tem, se bo igral in da bo tudi potem počel nekaj, kar ga res veseli in da bo res srečen. Gospa Poterbin, iz srca hvala, vse dobro želim in srečno. Hvala lepa, hvala.